Najlepša hvala. Jaz sem moram organizator, ki je speljala ta projekt in organizira to debato za par. Preletel sem ta projekt kot padalc na njeno povabilo. Želela je, da bi govoril o politični praksi oziroma deliberaciji, nekaj malega je bilo že povedano skozi projekt deliberacija v parlamentu. Moje osnovno izhodišče ne bo komunikacijski proces in dogajanje znotraj komunikacijskega procesa, ampak bo razmerje med javno oblastjo in civilno družbo. Se pravi, gre na nek način za politološko temo, s katerim se politologi ukvarjajo relativno malo časa, ampak v leta 2011, ko je imela Ameriška politološka zveza debato o deliberativni demokraciji, se je ta tema usidrala tudi zelo močno v politološko premišljanje. Zdaj, na hitro kratko zgodovino deliberativne demokracije. Mi smo do zdaj govorili o deliberaciji kot komunikacijskem procesu, ki ima nek poseben notranja pravila in notranja pravila in seveda tudi po teh pravilih vodeno debato. In o tem smo se pravzaprav pogovarjali. Ta deliberacija ima neke filozofske, a pa je bila izkoriščena za filozofski premislek, ki se je začel v sredi 90-ih let in ko se je koncipiral koncept deliberativne demokracije. Koncept deliberativne demokracije se je umeščal ravno v razmerje, v komunikacijsko razmerje med komunikacijski proces med javno oblastjo in civilno družbo. Če pokažem, da v to razmerje javne oblasti in civilne družbe je to razmerje institucionalizirano skozi koncept parlamentarne demokracije ali liberalne demokratske demokracije, ki je postavil inštitucije, znotraj katerih se je ta deliberacija na tak način, kot so jo kolegice proučevali, dogaja. Deliberativna demokracija torej poskuša upeljati tiste akterje iz civilne družbe, ki so sistemsko izključeni iz odločevalskih in komunikacijskih procesov, ki se izvajajo znotraj inštitucij parlamentarne demokracije. To ni bil samo en poskus. Deliberativna demokracija je samo en od konceptov, ki poskuša opolnomočiti civilno družbo, da vstopa v političen proces odločanja in komunikacije. Obstajajo tudi drugi koncepti, kot je asociativni koncept demokracije, asociativna demokracija. To pomeni, da so civilno-družbene asociacije postavljene v tem konceptu v ospredje in se razmišlja, kako naj bi one imelo vpliv na odločitve ali zakonodajne ali izvršne veje oblasti. Ravno tako je bil participativna demokracija. Je ravno tako nek koncept, ki omogoča, da tistim civilno-družbenim akterjem omogoča, da vstopijo v ta proces odločanja in političnega odločanja. Ravno tako koncept neposredne demokracije. To so vsi neposredne demokracije, ki poznamo kot referendum, ki je samo instrument izražanja volje glede neke konkretne odločitve. Ni pa to celoten koncept neposredne demokracije. V naši percepciji je ta pojem zgodbe. Skratka, imamo kar nekaj konceptov demokracije, ki poskušajo dopolniti liberalni koncept, liberalno-demokratski koncept demokracije, ki ima hegemonsko
pozicijo pri oblikovanju dizajna, institucionalnega dizajna in debate, ki v teh institucijah potekajo. Torej, ta deliberativna demokracija je na nek način poskus, kako na novo, z določenimi pravili, ki imajo filozofske in etične osnove, osnova teh pravil komuniciranja so pravzaprav izhajajo iz deliberativne etike, kako na novo definirati možnost in pod kakšnimi pogoji se oblikuje komunikacijski proces na polju civilne družbe. In ta deliberativna demokracija je prešla več faz. Prva je bila filozofsko-etična, potem je šla v razmišljanje, razgrajevanje tega in zdaj v tretji fazi, ko se poskuša deliberativna demokracija institucionalizirati. Skratka, govorimo o deliberativnem sistemu. In ta od leta 2011 na tem politološkem srečanju je bila to postavljati ključni problem, kako pravzaprav pripeljati ta koncept deliberativne demokracije do institucionalne ravni. Se pravi, kako institucionalizirati, zato da se bo preko deliberativne demokracije in vseh tistih izkušenj, ki so se do zdaj nabrale z debatami o mini javnosti znotraj obstoječih inštitucij, kako pravzaprav vse te izkušnje vključiti v oblikovanje tega dizajna in odkrije se to kar nekaj protislovij, v kateri sem pisal že eno od teh protislovij je ta, da javna oblast, posebno zakonodajna, temelji ne na deliberaciji, kot je zamišljena v deliberativni etiki, ampak je usmerjena v razhajanje, skratka argumentiranje svojega stališča in iskanje razlik. V tem deliberaciji iščemo ravno tisto, kar nam je skupno, probamo najdeti konsens. In tukaj bom rekel, je zelo pomemben politološki segment, ali naj deliberativna demokracija zamenja predstavniško demokracijo, ali je mogoče najti kakšno možnost, da deliberativna demokracija vstopa kot možnost dograjevanja parlamentarne demokracije. Jaz bom tukaj na tej točki probal pokazati eno tako hitro zgodovino, kaj se v Sloveniji dogaja, ravno v tej komunikaciji med javnostjo in civilno družbo. Vsi vplivi, oziroma civilno-družbene organizacije so imele različne impulze, kako bi skozi 25 let, kako bi vplivali, so oblikovali politike, normativne akte ali strategije, ki jih je javna oblast sprejemala. Začel se je ta proces zelo intenzivno leta 1978 v Fiesi, 1998 v Fiesi, kjer so nevladne organizacije se odločili skupaj na osnovi empiričnih analiz, so prišli do tega, da je treba odpreti dialog z vlado. Skratka, imamo izvršno vejo oblasti, izvršno oblast, notranjavne oblasti, kjer smo hoteli to narediti. Leta 2004 je bilo srečanje v Viba studio, tako že v snemanju studio, leta 2003, kjer so prišli predsedniki vlade, osnovala se pogajalska skupina nevladnega sektorja in vlade in smo se pogajali o pogojih vstopanja civilne družbe v odločevalski proces. Prišli smo do nekih rešitev, ki so se pa leta 2006 z ministrom Leratom prekinile, pa so se spet nadaljevale te debate. Skratka, govorimo o tem, da takrat še nismo govorili o deliberativni demokraciji, ampak smo govorili o na nek način civilnem dialogu. In ta civilni dialog je vključeval te različne koncepte demokracije, o katerih sem prej govoril, od asociativne, participativne, neposredne in tako.
Vse, kar se je do zdaj dogajalo, je bil pravzaprav povezava nevladnih organizacij z izvršno vejo oblasti. Izvršna veja ima različne te ministrstva in nevladne organizacije, organizirane mreže so bolj ali manj vstopale v oblikovanje aktov, podzakonskih aktov, predlogov in tako naprej, politik, ki so se oblikovali na posameznem ministrstvu. Niso vse nevladne organizacije oziroma vsa področja izvršne veje oblasti bile odprte za ta tip. Najbolj so bile odprte okoljsko, socialno pa kulturno ministrstvo. Tisto, kar bi bilo fino odpreti razpravo, je kako civilno družbo pripeljati na zakonodajno vejo oblasti. To se pravi v parlament. Ideja je bila, ta koncept je zdaj že 2 let v toku, v premišljanju, da se paralelno z odbori v državnem zboru vzpostavljajo stičišča na strani civilne družbe, kjer vstopajo v ta stičišča nevladne organizacije, univerza, raziskovalne inštitucije, kot predstavniki stroke, gibanja in tako naprej. Skratka, vse tisto, kar je organiziran interes ali predstavlja v civilni družbi in razpravlja o stvareh, ki so neposredno vezane na zakonodajni postopek, ki so v odborih debatira. Na ta način bi lahko koncipirali relativno avtonomen demokratičen sistem in dopoliral liberalne demokracije. Hvala.